Nahajamo se v novo nastalem prostoru Zavoda 2/32, kjer je na ogled samostojna razstava Vstran od kraja umetnice Ajde Kadunc. Ajda izhaja iz svoje slikarske prakse, ki pa jo pojmovno ne razume na nek zaprt način, ampak gre v bistvu za nek tip razširjenega slikarstva, ki se povezuje z različnimi pomeni, pa tudi različnimi mediji oziroma različnimi konteksti, ki so vezani na takšna in drugačna okolja. Specifika te razstave je, da se zgodi v galerijskem prostoru, sicer pa njena dela pogosto tudi nastajajo v raznih okoljskih kontekstih, v naravi, v mestih. To se pravi, se lepijo na pomene, ki niso v svojem izhodišču nujno umetniški, ampak so raznorodni. In to je tudi nekaj, kar se mi zdi izredno pomembno, da slikarstvo ne ostaja zaprto v nekih ateljejskih ali pa institucionalnih okvirih, ampak da se znajde tudi v situacijah, ki sprožijo neke drugačne ali pa mogoče nenavadne razmisleke. Tudi avtorica sama izpostavlja, da je en pomemben segment njene prakse pravzaprav res nek trenutek nesmisla, ki pa omogoča ravno to, da uspemo na stvari pogledati na nek drugačen ali pa nov način. Slednje je še zlasti smiselno iz tega vidika, ker se avtorica ukvarja z tematiko okolja. Ne bi nujno rekel v tem direktnem smislu, da gre za neko angažirano prakso, še zmeraj gre za likovno oziroma vizualno prakso. Jo pa okolje zelo zanima, še zlasti recimo na način teritorija oziroma kako si ljudje določene meje začrtamo, ne? Kar je zelo zanimivo ravno iz tega vidika, to se pravi pri umetnosti, ravno iz tega vidika, da gre pravzaprav za ustvarjanje določenih pomenov. Ne? Umetnost pravzaprav je ravno to, da z njo tvorimo neke pomenske celote, sklope. Ne? Gre za nekaj umetnega, za nekaj ustvarjenega strani človeka. In ta segment se mi zdi zelo zanimiv, ker tudi pokrajine, ki jih kot ljudje proizvajamo in ustvarjamo, ne, se nam pogosto zdijo samoumevne in prisotne. Ne, radi govorimo o naravi, gremo na podeželje, vidimo neko krajino. Izkaže pa se, da zato, da te krajine obstajajo, vsaj kot jih večinoma poznamo, gre za prisotnost in za vpliv človeka. To se pravi, to je neka naša proizvodnja prostora oziroma okolja. Ne. Tudi, ko govorimo o podeželju, ne, naprimer kmetje dobivajo subvencije, ne samo za proizvodnjo hrane, ampak tudi zato, da se ohranja nek določen izgled pokrajine. Tudi v samem procesu se kaže nek odnos, ki ga ima umetnica do okolja. Neko delo, ki bi ga lahko izpostavili, je Dialogue Boots, delo, ki je narejeno iz micelija, gre za pravzaprav dva objekta, dva čeveljca, ki mogoče kažeta tudi na to, da avtorica v ospredje postavlja proces meditacije ali pa razmišljanja, ki je zelo povezan s hojo oziroma zelo povezan z njenim odnosom, ki ga ima, ko se premika čez pokrajino. To se pravi, ko ne gre samo za to, da vidi pokrajino kot neke podatke, kar je v današnjem času zelo značilno, zelo tipično, ne? Recimo, nekam potujemo, odpremo Google Maps in vidimo naše okolje kot nek produkt, v bistvu gre za neke vrste komodifikacijo okolja. V njenem primeru pa gre v bistvu ravno za to, da proba to, kar pogosto gledamo v neki medijsko posredovani obliki, priti do tega na nek bolj pristen, direkten, neposreden način, da to doživi s svojim telesom in tudi svojim razmišljanjem. Na tej razstavi me je v bistvu
zanimalo neko razmerje med človeškim in nečloveškim, predvsem v kontekstu zasedanja prostora. Pa v bistvu ta neka napetost ločevanja kulture in narave, hkrati pa neko fiktivno okolje, ki je sredstvo za dostop do možnih realnosti. V tem kontekstu so mi bile zanimiva tudi neka razmerja med udomačenim in divjim prostorom. In v bistvu se v praksi zelo opiram na to lokalno okolje pa izbiro materiala, kjer pogosto posegam po nekih zapuščenih, zavrženih elementih, bodisi umetnih, bodisi organskih. Ti organski so mi recimo zanimivi zaradi tega, ker imajo nek moment minljivosti, propadanja, tudi v bistvu odpirajo prostor za neko motnjo v procesu in s tem v bistvu izpodbijajo to idejo o delu kot spomeniku. Eden od teh materialov, ki se mi je zdel zanimiv, je minceli, ki je v bistvu podlaga za rast gob, ampak je v bistvu tudi zelo tak material, ki se ga lahko manipulira in z njim v bistvu ustvarja določene oblike. Tako da ta moment motnje je v mojem procesu zelo pomemben, se pravi bodisi v nekem raziskovanju, v teoriji, se pravi neke družbene motnje, okoljske motnje, pa tudi v procesu. Ti umetni materiali, ki jih pa uporabljam, pa po večini tudi poskušam najti recimo na smetišču. To so lahko tudi neki kosi ograje, les, naplavljen les, pena. V bistvu ti materiali imajo že neko zgodbo, imajo strukturo, kateri lahko sledim z dodajanjem, spajanjem ali pa pač poslikavo. Zdaj ti vzorci, oblike in tudi tehnike ustvarjanja se v bistvu skušajo približati nekim metodam, ki jih mogoče za svoje strukture pa arhitekture uporabljajo različni naseljevalci krajin. Neko kopanje, reskanje, praskanje po površju, tudi recimo dela na platnu. V bistvu vsebujejo te neke forme, ki mogoče lahko spominjajo na neke te strukture. Z postavitvijo del sem se v bistvu skušala približati tudi nekim metodam, ki jih uporabljamo v stiku z našim okoljem. Načini, kako v bistvu s svojimi stvarmi potrjujemo prisotnost in tudi razni načini, kako druga bitja pač zasedajo prostore in se širijo. Tako da sem v bistvu želela z deli nakazati to metodo komuniciranja z okoljem pa z drugimi bitji. Za samo razstavo, pa tudi zavod, je pomembna tudi metoda, kako smo pristopali k razvoju te razstave. Že v samem začetku smo identificirali, da je profil producenta pomemben tudi pri nekih vizualnih likovnih praksah,
kar pogosto avtorji danes pogrešajo. In ravno zaradi tega se nam zdi izredno pomembno, da z avtorico, pa upamo tudi prihodnjimi avtorji, sodelujemo v nekem bolj tesnem, neposrednem odnosu, kjer se probamo skoncentrirati na to, da razumemo, kaj so določeni problemi, recimo v smislu produkcije, pa tudi v nekem teoretskem smislu ali pa kuratorskem smislu, da lahko avtoricam in avtorjem podamo nek feedback oziroma podporo pri tem, da uspemo njihove ideje uresničiti. Profil producenta v zavodu upravljata Simo Gmajner in Reja Vogrinčič, ki sta tudi intenzivno sodelovala pri razvoju te razstave. V prihodnje, to se pravi v naslednjem letu oziroma naslednjih letih, imamo namen z avtorico Ajdo Kadunc tudi sodelovanje nadaljevati. Se nas zanima predvsem to, da razstave niso neka enkratna dejanja, ampak da gre za nek dolgoročen strateški razvoj, kjer lahko pridemo do konkretnih idej in konkretnejših rezultatov, s katerimi se predstavljamo javnosti.